ne zmore pred javnostjo suvereno odsloviti svojih bizarno nesposobnih kadrov, morajo to zanj vedno v zakulisju in ozadju oddelati neki drugi ljudje. So morali najti neko afero, ki je samo njena, zato da so jo lahko odslovili oziroma... Si bo ministrica, zdaj že skoraj bivša Stojmenova Duh, v prihodnje nekje drugje rezala kruh. Kaže, da kakšen je pravzaprav ta socializem za 21. stoletje. Dobrodošli na 4. tedenskem safariju po politični savani, v podcastu, ki ga spremljajo levi in desni. Pa tudi žirafe, tigri, sloni in seveda levi in desni. Savano moči dež, naš sončni kralj, pa je te dni napovedal, da Slovenija gradi revolucionarni digitalni ekosistem, ki bo učinkovito napovedal naslednjo povodenj. Z vami sva Mirko Majer in Peter Mrše. Kako resno lahko Goloba jemljemo pri tej njegovi napovedi gradnje ekosistema, nekoliko kasneje. Je pa sedaj že jasno, da pri tem ne bo sodelovala, vsaj ne v vladi, zdaj že nekdanja ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, ki je včeraj odstopila. Težko se odločim, Peter, je to dobra ali slaba novica? Če bi Emilija gradila ekosistem, morda namesto vode najdemo pod Slovenijo še nafto. Kdo bi vedel? Poglejva morda njeno odstopno izjavo. Smo v celoti ravnali po ustaljenem protokolu in navodilih, ki smo jih prejeli strani Centra za varovanje in zaščito. Da pri tem članku, ki je bil objavljen včeraj, ne gre za primer skrbnega obveščanja javnosti, ampak zelo dobro načrtovan poskus diskreditacije mene. Večina vprašanj, ki sem jih prejemala včeraj in danes strani novinarjev, so bila na temo, ali sem že oziroma kdaj bom odstopila. Niti enega ni zanimalo, ali to, kar je bilo napisano, dejansko drži. Iskreno se zahvaljujem tudi predsedniku vlade, ki me je povabil v svojo ekipo in mi zaupal pri delu, ter kolegom ministrom za konstruktivno sodelovanje. V to zgodbo sem šla izključno zato, ker sem bila prepričana, da je politika lahko drugačna, da so spremembe možne in da so odnosi med partnerji tudi lahko iskreni. Žal temu ni tako. Zato danes čisto vestjo in dvignjeno glavo sprejemam objektivno odgovornost in sem predsedniku vlade ponudila tudi svoj odstop. Ja, zanimivo, ministrica pravzaprav se opere, kot da pravzaprav ni nič naredila narobe, se pohvali, kako je dobro, potem pa sprejemam objektivno odgovornost. Pa kakšno objektivno odgovornost, če je vse dobro naredila? Ja, mislim, da je okrog 8-9 minut trajal traktat, v katerem absolutno ni kriva za nič, celo šofer je več kriv kot ona, in potem objektivna odgovornost. Ampak to verjetno razumejo samo v vrstah te koalicije. Ne? No, šoferja verjetno zdaj, ko ne bo ministrica, ne bo več potrebovala, pa je ocenila, da ga lahko tudi njega vrže pod vlak. Je pa sicer zanimivo, da so v koalicijskih vrstah, še posebej v Svobodi, kjer so bili do zdaj do nje zelo zaščitiški, recimo Lenart Žavbi včeraj v Tarči pove, da je sprejela odgovorno potezo in poslala premierju odstopno izjavo. Koalicijskim partnerjem se zdi pa, da so se kar oddahnili. Mesec je sam končno naposled priznal, da je bila recimo veliko breme za vlado in da pozdravlja njen odstop. Ja, to samo kaže, kako jim je v bistvu ob odstopu ali pa, če hočeš, ob tej aferi lučke v resnici odleglo. In kakorkoli že bizarna tudi ta izjava za slovo, se na nek ironičen način lahko z ministrico tudi strinjam. Preprosto treba je bilo po 4 mesecih od dogajanja na avstrijski avtocesti potegniti to iz predala, ker ministrica sama doslej zaradi večmilijonskih nepravilnosti, o katerih še bova, ni imela nobenega občutka za prav in za narobe in očitno tudi nobenega privzgojenega moralnega kompasa, pa je na koncu bila pač diskreditacija edini način, ki ga je ta koalicija pač znala uporabiti proti njej. Pri tem pa še ena zelo pomembna opomba pod črto. Vrhunski menedžer, kje je bil? Sicer je bil te dni v New Yorku, o čemer tudi še malo bova, ampak očitno ponavlja se vzorec. Nekako ne zmore pred javnostjo suvereno odsloviti svojih bizarno nesposobnih kadrov, morajo to zanj vedno v zakulisju in ozadju oddelati neki drugi ljudje. Vse se mi zdi pa samo s ciljem, da ne bi javnost spregledala, kakšno ekipo nesposobnežev je pravzaprav zbobnal nakup iz raznih vetrov. Vemo, da je zdaj ostalo praktično samo še 5 imen v tej stranki, ki so v vladi od začetka. Sicer ti pa rečem še to, po svoje, hvala Bogu za te lučke, kakorkoli bizarna zgodba, ki je manj pomembna pravzaprav pri odstopu, čeprav se
jo kaže kot bolj pomembno, so nam prihranile te lučke več kot 11 ur političnega javkanja v tem slogu, ki sva ga videla raznih Emilij ali pa Lenartov Žavbijev, če hočeš. Ja, in to javkanje bi verjetno danes res bilo boleče, če bi ga morali poslušati. Ne, ironično pa lahko pravzaprav rečemo, da je Emilija Stojmenova duh kar afera na dveh nogah, ne, pravzaprav te lučke so šele zadnja in lahko bi rekli celo morda manjša, ne, čeprav posebej bizarna, ampak ne, imamo tukaj nakup računalnikov 13,000, najprej 10,000, potem 13,000 računalnikov, ne, za skupaj skoraj 6,5 milijona evrov, oziroma z dodatnimi stroški še skoraj 6,9. Ne, potem je tukaj kampanja proti nasilju na spletu, ki so jo psihologi pravzaprav opozorili, da je škodljiva, ne, da naj se umaknejo tiste plakate, ki spet je vprašanje, zakaj mora Ministrstvo za digitalno preobrazbo lepiti plakate po šolah, ne, da ne govorimo o poraznem vodenju in zastoju na področju digitalizacije. Ne? Ko govoriš digitalno pa plakati, je to ministrica, ki je tudi na hearing na začetku pred mandatom prišla s fasciklom. Tako da ja, ne, je pa to nekaj, kar ljudje recimo razumejo. Ne? Se mi zdi, da ljudje, ki sami stojijo v kolonah, potem lažje razumejo te lučke, ne, ki si jih privoščijo nekateri ministri, kot pa recimo 6,5 milijonov za neke nesmiselne računalnike. Ne? To se mi zdi, da je ta razlika, ki jo morda ljudje bolj opazijo, ne? Čeprav je tisto recimo bistveno hujša afera. Ja, absolutno se strinjam s tabo, je pa prav, ne? Da bolj kot nam te luči in to vožnjo po avstrijski avtocesti ponujajo kot ultimativni razlog za umik ministrice, da spregovoriva še enkrat, kaj v resnici je bistvo, zaradi katerega bi lahko šla tudi že kaj prej. Mnenje, kar jih hočeš. Agencija za varstvo konkurence je že aprila preiskala dobavitelje teh računalnikov, ki jih omenjaš, in prišla do resnih ugotovitev o sumih dogovarjanja o cenah in usklajenem pravzaprav nastopu pri oddaji ponudb na tem razpisu. Potem Računsko sodišče, ne, že julija, pravzaprav na začetku poletja, da to ni bilo učinkovito, ni bilo gospodarno, da sploh niso opredelili dejanskih potreb in zato tudi niso znali opredeliti tehničnih lastnosti. Zato so tudi te vedno novi stroški, pa 300,000 za programsko opremo, pa 100,000 za logistiko in tako naprej. Ne. In še KPK, ki je potem zdaj v septembru konkretiziral očitke o morebitni korupciji, našel številna ta tveganja, ne. Sploh mi je alarm zazvonil ob tem stavku, da je imelo javno naročilo 4 sklope in pri vsakem sklopu je bil od 4 ponudnikov čisto slučajno eden med njimi najbolj ugoden, kar kaže, da so usklajeno nastopali pri tem. Ne. Da ne rečem, da se seveda vedno pri takih poslih potem odpre še vprašanje ozadja, nekih osebnih povezav z dobavitelji in tudi to sem našel med prebiranjem komentarjev, ne, da je ministrica, to je celo prišlo iz koalicijskih vrst, kolikor razumem, da je ministrica te dni pred tem, ko je ponudila odstop, malo grozila. Ne? Češ bom že razkrila, kdo mi je predlagal nakup teh računalnikov, kolikor me ne boste branili do britkega konca. No in ravno to, ne, tukaj se pravzaprav pokaže še en vidik te afere Lučke. Ne? Namreč afera Lučke je zgolj afera ministrice Emilije Stojmenove duh, medtem ko je afera računalnik, ki bi morda, če bi padla zaradi nje, razkrila ozadja, pravzaprav tudi morda povezave do finančnega ministra, ki je vsaj odobril, ne, torej to investicijo, če tako rečemo, ne, in nenazadnje tudi verjetno Roberta Goloba. Ne. Tako da v tem smislu pravzaprav so morali najti neko afero, ki je samo njena, zato da so jo lahko odslovili oziroma jo prepričali, da je odstopila sama, ker je bila pač enostavno nebranljiva, da ne bi slučajno recimo zamajali še kakšnega recimo temu predsednika ali podpredsednika vlade, ki sta v Golobovih očeh bistveno bolj pomembna. Ne? Ja, zdaj govoriš malo o konstrukciji te afere v ozadju in se mi zdi pomembno, da rečeva še kakšno besedo ali dve okrog tega. Spomnimo se, ministrica je pred nastankom te vlade, tik preden je bila tudi imenovana na ta resor, nekako prebegnila iz stranke SD, ker je očitno ocenila, da tam zanjo ne bo prostora v ministrskih kvoti. Vrednote so bile tiste, če se spomniš. Ja. Čeprav je še zdaj ne vem, kaj točno so vrednote svobode, ampak to je mogoče že za kakšno drugo epizodo. Ona sama je rekla, da je zaradi vrednot prestopila. Se spomnim. Ja. Hočem reči, je pač prebežnica k svobodi iz vrste SD, ne, in informacija o tem škandalu z lučkami je prišla iz zunanjega ministrstva, celo veleposlaništvo na Dunaju slovensko je poudarilo, da je odziv, ki so ga poslali v Ljubljano, usklajen z zunanjim ministrstvom. Vemo, da zunanje ministrstvo vodi stranka SD oziroma Tanja Fajon. Ne? Drugo, kar je mogoče zanimivo, je, da je tudi veleposlanik, ne, na Dunaju, gospod Aleksandar Gržina, sicer ugleden in, kot mi pravijo, sposoben, strokoven, karierni diplomat, ne,
bil v času Anžeta Logarja, uradni govorec zunanjega ministrstva in takrat tudi postal veleposlanik, se pravi, ni čisto brez povezav tudi z aktualno opozicijo ta zgodba. In mislim, da se je v končni fazi ujelo še malo z interesi Sončnega kralja, ki je sicer na medenih tednih v New Yorku ali pa na vodni diplomaciji, kakorkoli. Vemo namreč, da aktualno vodstvo policije, ne, ki je tukaj tudi z izjavo, da niso dali navodil, ne, naj si namestijo lučke, precej obremenilo ministrico. Mislim pač, da je policija dokaj obvladovana strani vladajoče stranke, ne, in da tega nadpovprečnega medijskega angažmaja ne bi bilo, če se ne bi vse skupaj pokrilo še z interesi Roberta Goloba. Ne. Seveda je pa Emilija Stojmenova Duh zadevo dobesedno prinesla na pladnjo. Ne? Tu imamo celo obratno situacijo, ko je neuradno slišati, ne, da premijer nekega ministra, kot je recimo bila zelo hvaležna Emilija Stojmenova Duh, ne, pusti tako dolgo na položaju celo zato, ker s preusmerjanjem pozornosti in z vsemi temi bizarnostmi pravzaprav odigral vlogo koristnega idiota, ne, in v določenem obdobju, recimo zdaj med poletjem, od julija do jeseni, preusmeri pozornost z vseh drugih težav. Glede lučk bi pa rekel samo še to, očitno je zdaj, ne, leta 2024, pa dokončno po vseh epizodah z lučkami jasno, da ko gre za ministre in visoke funkcionarje, lahko vprašajo samo po tistih lučkah, ki so poleti aktualne, torej Tom ali Ježek, ne, tiste luči za na avto pa očitno ne več. Kakorkoli, očitno ženskam rad prepušča Robert Golob to vlogo, ne, ali naprimer tudi Urški Klakočar Zupančič, da preusmerjajo pozornost drugam od njega. Vsekakor, ne nazadnje tudi Tini Gaber. Morda še to v javnosti se ugiba, kdo bi lahko bili njen nasledniki, torej Emilije Stojmenove Duh. Ne, kot najbolj resna se je omenjala njena dosedanja državna sekretarka, bojda tudi tista, ki je dejansko v praksi vodila ministrstvo, torej Aida Kamišalić. Mogoče tudi ministrico, kdo ve. Tudi morda ministrico, ja. Je pa prav ona pravzaprav tudi v tej aferi lučke kompromitirana, ker je podpisana pod tisti Ona je tista, dopis, ki je prosila, ne. da malo Avstrijce ustaviti pri tem kaznovanju in tako ne. Kot drugi dve imeni pa se omenjata še Aleš Špetič, ne, digitalni podjetnik, ki tudi naj ne bi bil posebej uspešen, blesti pa s provladnimi zapisi na X-u. Tako in je. pa večni kandidat za vse funkcije v tej vladi Jure Leben, ne, torej že nekdani dvakrat minister. To se mi zdi tudi človek, ki rad išče vizionarsko s sateliti razne stvari in podobno. Ne. Ja, in ima morda težave z Excel tabelami, ne, če se spomnimo, tako da morda bo na Linux sistemu šlo lažje. Ne. Ja, vsem, ki jih omenjaš, ne, pa ni tuje tudi norčevanje iz parlamenta in prav to dikcijo smo slišali ta teden tudi od poslancev opozicije. Še preden se je sama zavedla, morda se še ob tej včerajšnji izjavi, ko je odhajala, niti ni dobro, kako se je v zadnjih dneh stresel stol, si je namreč privoščila Emilija Stojmenova Duh še nekaj, česar prej nismo videli, pa poglejva. Morda bi bilo dobro, da kljub vsemu par sekund počakamo, ker je ministrica pred vrati. Res je, da se je formalno opravičila. Upam, da s to gesto, da je pred vrati, torej ne v sejni sobi, da se ne dela norca z parlamenta. In ne gre za nikakršno metaforo poslanca Horvata. Ministrica Stojmenova Duh je danes prikorakala v državni zbor, ne pa tudi na zaslišanje v dvorano. Nisem vedela, da bo seja nesklepčna. Sem vse svoje ostale obveznosti uredila na takšen način, da sem lahko prišla na sejo in kot rečeno sem želela pojasniti vse. Glede na to, da je seja nesklepčna, pa se žal skladno s poslovnikom takšnih sej ne morem udeleževati. Najlepša hvala. Noro, ne. Če so Emilija Stojmenova Duh ni bila prva ministrica, ki se je recimo kdaj izognila kakšni seji, neprijetni seji parlamenta, ampak njeni predhodniki so vsaj našli nek recimo konkreten, resen izgovor, ne pa takšen posmeh, da pravzaprav prideš pred vrata seje, pa ne greš noter. Ni pa to edina pravzaprav blamaža za parlament, ne, oziroma norčevanje iz parlamenta. Tudi tole, pred kamero je bila evidentna laž. Jaz nisem vedela, da bo komisija nesklepčna. Halo, se v bistvu se koalicija zate, ne, koalicijski poslanci se zate uskladijo, da jih ni na sejo, torej moraš prekleto dobro vedeti, da jih ne bo. Ne. In pri tem je to že tretja sklic te iste seje. Tako, tretji zaporedni, ja. In mislim, da na 2 niti ni poslala opravičila, zdaj tretje je bilo pa tole. Kakorkoli, ja, praviš, da tudi sicer so razmere na meji verjetnega v državnem zboru in res je, ne, praktično vsa tradicionalna orodja, ki opoziciji še ostanejo, da ustavi samopašnost vlade, so blokirana, preiskovalne komisije, da začnem z njimi. Ena je
o vmešavanju v delo policije, ne, tista zelo glasna zadeva Bobnar po domače, ki jo vodi poslanec Svobode, torej preiskujejo sami sebe, čeprav je bil maja lani že Golob predlagan kot priča na tej komisiji. In pravi, da mu ni problem pričati. In je rekel tako zelo ponosno v večernem terminu, da to ni problem, še vedno ni bil zaslišan in poslanec ne želi tega zaslišanja izpeljati. Drugo preiskovalno, ne, ki je zdaj novejšega datuma, kjer želi opozicija prečesati sporne posle v energetiki za zadnjih 10 let, pa ne dovoli zimzelena Urška Klakočar Zupančič, čeprav jo je najprej predlagal to preiskavo Državni svet in potem s podpisi potrdilo še 30 poslancev, tako kot to v zakonu piše, da mora biti, ne. Pa Urška Klakočar enostavno ne skliče seje, ne, hkrati ne dovolijo tudi referenduma na njen zakon o parlamentarnih preiskavah, ne, pri čemer bi jaz rekel samo to, ne, upam, da bo Urška čimprej našla svoj z barvicami pobarvan poslovnik, da si bo lahko... In poštenega najditelja naprošamo, ne. Ne, da bo lahko prebrala morda kakšne poslovniška določila, ki jih zdaj vehementno krši, ne. Tako, ja. Dvakrat so pravzaprav blokirali spremembe, referendume, enkrat za spremembo zakona o parlamentarni preiskavi, ki omenjaš, drugič tudi referendum glede priznanja Palestine. Vmes imamo res celo kolobocijo, je bila Klakočar Zupančič zaradi zlorabe položaja strani opozicije tudi že kazensko ovadena. No, novo od tega tedna pa je, ne, da je v bistvu opozicija, konkretno NSI, naznanila to oviranje dela v parlamentu tudi Bruslju. Konkretno NSI je poslal pismo predsednici Evropskega parlamenta Roberti Mecoli, pa poglejmo, kaj je ob tem povedal Janez Cigler Kralj. Sporna ravnanja smo s poslansko skupino Nove Slovenije naznanili tudi organom pregona. Zadnji dogodki kažejo, da se situacija ne izboljšuje, ampak celo nasprotno. Situacija se naglo poslabšuje. Če smo poslušali o fašizmu v času prejšnje vlade, ne, so te obtožbe bistveno bolj konkretne in tudi bistveno bolj resne. Ne? Veš, in včasih se vprašam, kako smo mi videti navzven, recimo v Bruslju, ne? Ker že drugi mandat zapored je to, ko te interne spore izvažamo v tujino, ne? Samo prijavitelj je seveda glede na to, kdo je v oblasti, kdo v opoziciji, drugi. Sicer pa res deluje tako, ne? Katerakoli oblast v Sloveniji pride pač gor z volitvami, ne, očitno popolnoma skuša, ne, vsaj takšen vtis damo po tem Bruslju, utišati opozicijo in si popolnoma podredi vse vzvode in si skuša podrediti tudi medije. Tako da to je samo še eden, kar sva govorila v najinih prejšnjih epizodah, ne, samo še eden od teh elementov, ki kaže, da mi tranzicije nismo opravili. Mi dejansko imamo otroške porodne krče, kjer se nam znamenja totalitarnega razmišljanja kažejo praktično na dnevni ravni. No, in ena značilnost raznih totalitarnih voditeljev je tudi totalna odsotnost stika z realnostjo. Pa da imajo večurne pompozne govore, ampak kadar so v tujini, doma jih nimajo, ne? Drži, ne, in te pompozni, predvsem pa od realnosti odmaknjeni govori, smo lahko en primer tega videli tudi ta teden v New Yorku. Če sva za Emilijo rekla, da je ulov tedna, ne, sva za to udejstvovanje Roberta Goloba v New Yorku rekla, da je Fata Morgana. Mogoče najprej to, za ves teden sta se odločila s partnerko Tino Gaber, ki jo zadnje čase iz slovenske javnosti sicer kar pridno umika, tudi iz raznih proslav, ne, da bosta pa ves teden na tem prestižnem dogajanju v New Yorku od 22. do 28. septembra. Pa čeprav se je že 2 dni nazaj, ne, zvečer v sredo končal ta uradni program, ampak od takrat sta si privoščila 2 dobrodelna dogodka, mislim, da 3 visoke državniške večerje. Tina Gaber je bila 2-krat na sprejemu pri Joe in Jill Biden, tako da to je res tisto sladko življenje na stroške davkoplačevalcev. Vlado pa medtem, kot si sam rekel, v Ljubljani vodi Boštjančič, ne, in te dni je državo zadolžil za 700 milijonov, zakaj bi bil pa premier zraven, ko se to zgodi. Letos smo jo zadolžili državo že za 3 milijarde. In kar je najbolj bizarno, ne, naš premier se ob odstopih, ob popolnem razpadu vseh vrednot v tej vladi ukvarja s satelitskimi vremenskimi modeli in pravzaprav govori pred svetovno javnostjo tiste stvari, o katerih v Sloveniji nimamo pojma, pa poglejmo. Torej, Fata Morgana, ko iščeš vodo s satelitom. Ali pa ko se ti zdi, da bi Robert moral biti v Ljubljani, pa ga ni. In Slovenia, in the wake of the devastation of last year, we are building a super advanced digital ecosystem which will link the satellite observation data with supercomputing power and artificial intelligence in order to predict
how and where the water is going to show up. Pri čemer potem, ko smo vsi verjetno prvič slišali za ta megalomanski projekt superračunalnikov, smo nekoliko poprašali, tudi na Arso in tako naprej, kjer so glavni recimo pri teh zadevah, in so potem javnosti tudi pojasnili, da hidrološki modeli že danes izračunavajo, da to že počnejo superračunalniki, da to da tega ne delajo na roko, ja. Drži, kar je seveda logično, in pa da pravzaprav trenutno ni na sporedu ali pa v pripravi nič posebej novega, seveda pa je dejstvo, da Slovenija že sodeluje že danes, je tukaj pravzaprav neke vrste, lahko rečemo, celo zgled tudi pri sodelovanju s sosednjimi državami, ko se recimo napoveduje pretoke ali Drave, Mure ali Save, tako naprej po Balkanu. Velik problem je pa tudi z drugim delom te izjave, da je možno ustvariti model, ki bo točno povedal, kdaj, kako in kje se bo voda pojavila. To si se sam pozanimal ta teden, da. Drži, pravzaprav je to izjemno težko, lahko nekako napovedujemo vreme, pa še to je dokaj težko tako natančno, potem pa, ko govorimo o vodi, ki je izjemno nepredvidljiva stvar, so tukaj res zelo velike spremenljivke, tako da verjetno še dolgo ali pa morda celo nikoli ne bomo mogli v celoti napovedati točno, kje bo kakšen del vode, kot je to recimo vehementno napovedal naš sončni kralj. In ko govoriš o napovedih, obstajajo pa v tej državi tudi bolj predvidljive napovedi, naprimer napovedi Mediane o javnomnenjski podpori, kjer je seveda samoumevno, da ob takšnih zgodah in nezgodah narašča vrzel med SDS in Svobodo. 24,7 proti 15,2 je po zadnjih podatkih, še avgusta je bilo 23,6 proti 17,7, torej z manj kot 6% razlike med dvema največjima akterjema smo prišli na skoraj 10%. Kar je tu notranje politično še posebej zanimivo, pa da je Svoboda še tik nad mejo 15%, pogled v zgodovino pa nas uči, da ko se decimalke spustijo samo še malo nižje, se začne v teh novih strankah, recimo jim stranke za en mandat, panika in se potem prebudijo različni preživetveni nagoni, bežanje k novim projektom, kaj pa zanimivo, da jih tudi ne manjka v prihodnjih mesecih. Je pa tudi res, da Svobodi prav dosti kadra kvalitetnega verjetno ni zavzet. Drži, zdaj, ko sva pri anketah, se mi zdaj pomembno poudariti nekaj stvari, in sicer, da se v javnosti običajno operira s temi številkami, ki si jih tudi ti uporabo, ki jih je navedla Mediana, torej izmed vseh volivcev, pri čemer anketa ne bi pokazala, kaj bi bilo, če bi bile volitve danes, pri čemer prvič, če bi bile volitve danes, bi imeli prej 3 mesece aktivne volilne kampanje, ki bi bistveno drugače vplivala na razpoloženje volivcev. In vendarle, če bi bile volitve danes, in to ocenjujemo, je pomembno, da iz te primerjave rezultatov izločimo volivce, ki so neopredeljeni, ki so neodločeni, ki se volitev ne bi udeležili, ker taki tudi na volitvah potem ne igrajo vloge. Če zdaj pogledamo pa rezultat... Ti si naredil potem ta preračun, kjer so dejansko samo tisti, ki danes vejo, kaj bi. Drži. In tukaj so pa razlike še bistveno bolj brutalne. SDS imamo pravzaprav na 35, več kot 35% opredeljenih volivcev. Svoboda je potem sicer na slabih 22, kar je izjemno velika razlika do SDS. In tudi verjetno še pač bo padala. Potem imamo pa dokaj usklajene recimo preostale 3 stranke. To so tisti 3, ki so še tudi zdaj v parlamentu in imajo po odstotkih še zagotovljeno neko kar stabilno politično preživetje. Tam od levice naprej se pa začne boj za decimalke. Ja, pri čemer je nenavadno, zdaj seveda tukaj govorimo že o tako majhnih številkah, da so statistične napake lahko že precej velike, ampak vendarle se kaže, da imamo še nekaj strank, ki potencialno bi lahko prestopile parlament. Vidim, da tudi pirati niso daleč, pa bi samo dal opombo, da gusarje že imamo v državni politiki, piratov še ne, mogoče dobimo še to. Morda še to, recimo neka ocena, se mi zdi SD, preboj jim ne uspe, ker so enostavno preveč podložni Svobodi, še pri Emiliji Stojmenovi Duh se niso jasno postavili, da bi recimo na interpelaciji jo pomagali zamenjati, če bi recimo do tega prišlo, medtem ko NSI Zakaj bi, ko pa je kakšen medijski vzvod bolj priročen? To pa drži, so to upravili bolj lojalno vladi. Medtem ko NSI, recimo je pa zanimiv ta obrat, se mi zdi posebej po evropskih volitvah, v bolj jasno konzervativno smer, ki je sicer njihova tradicionalna smer, ampak se mi zdi, da volivci morda še niso povsem verjeli, da res prihajajo v to smernost. Ja, po drugi strani, kot si rekel, cel kup glasov, skoraj tretjino si moral
izločiti, da si dobil to lestvico. Ne? Namreč skoraj 30% volivcev sporoča, da nimajo svoje stranke za naslednje volitve ali pa tega nekako ne želijo razkriti in veš, kako se to vedno zgodi. Ne? Polovica jih gre potem zadnji dan, dva s tistim, ki je najbolj očiten zmagovalec medijskih src, če temu rečemo. Ne? Polovica pa jih potencialno, bi rekel, od teh čaka dejansko na neke nove akterje, ne? In med tistimi, ki bi utegnili biti sestavni del nekega novega povezovanja, je ta teden bilo največ dogajanja okrog stranke SLS. Ne? Če pogledava tole še na hitro ironično, podpora jim je skoraj za 50% zrasla, medtem ko so se celo poletje malo poslavljali od Petra Gregorčiča, ki je sicer bil dober na evropskih volitvah, ne? Še enkrat, tako kot si sam rekel, res je, da so to nizki odstotki skoraj znotraj statistične napake, ne? Pa vendar to kaže, da Peter Gregorčič s svojimi načrti ni tako zelo usoden za rejtinge stranke, kot se je to zdelo, se pa zdaj zadnje dni oglaša iz ZDA, kjer igra... Ko se zdi, da igra nekega influencerja, kot pa nekega bodočega politika. Pogleda, kaj objavijo te dni na svojem Instagramu. Danes večer, ko sem prišel domov iz službe, sem si zaželel palačinke, a žal nimam mešalnika. Vzel bom plastenko za pomarančni sok. K sreči nismo v Evropi, zato se zamašek zlahka odstrani. Danes na poti v službo razmišljam, da sem že toliko časa tukaj, da bo počasi treba najti kakšnega frizerja. Frizer je vedno težka odločitev. Treba malo pogooglati, kje so sploh tlele kakšni frizerji. Glej, se to je pa na poti v službo. Pa podobno kot v Sloveniji. Tudi tukaj ne moreš kar priti frizerju, ampak se moraš najprej naročiti. Torej, danes je četrtek, naročen sem šele za torek. Ja, malo bolj slikovito bi lahko rekel, ne, da potem, ko so Petra Gregorčiča učinkovito pristrigli zadnje dni v stranki SLS, se je šel še sam v Združenih državah ostrič. In pri tem pokazal, mislim, da celo račun za 50 €. Ne? Ja, nekateri so potem komentirali, da je to neverjetna egocentričnost. Ne? Prvič sploh, da kažeš javnosti, kdaj se boš ostrigel in za koliko denarja, bi dodal glede tega samo to. Če je zgled tega udejstvovanja na družbenih omrežjih Borut Pahor, potem moram reči, da je imel Borut Pahor malo več stila pri tem. Zdaj, ko menjaš to striženje, Peruti, Petru Gregorčiču, v torek je potekal sestanek izvršnega odbora, jutri imajo potem še klauzuro, kjer bodo bolje nastavili, tako temu rečemo, smer prihodnosti stranke. Gregorčič je bil povabljen, je prišel prek video povezave iz Amerike, se je tega tudi udeležil, ampak zdi se, da je nekako po tem sestanku še bolj osamljen v stranki, da je teh njegovih podpornikov vedno manj. Ja, tako je. Povedali so mu, da tudi ljudje, s katerimi se je slikal na terenu, ne, razni odbori SLS-a, pač niso ravno odločilni. Fotografije in zapisi na X-u naj bi nastali s tistim drugim, tretjim nivojem lokalnih odborov, medtem ko predsednikov regionalnih organizacij SLS-a ni bilo zraven. Rečeno je nekako tako, da ima Marko Balažic kot predsednik še naprej podporo vseh ključnih akterjev v stranki, morda pa se nakazuje zadnjega pol leta pred naslednjimi volitvami, če sploh kakšna menjava v SLS-u. Morda bi tu samo omenil ime, ki se ga največkrat omenja v teh govoricah. Kočevski podžupan, morda nekdanji podžupan Košir, ki je bil nekoč, mislim, da predstavnik za odnose z javnostmi stranke SLS. Morda zanimiva kombinacija tudi zato, ker sta delala skupaj na kočevski občini z Vladimirjem Prebiličem z vidika povezovanja, niti ne tako nepomembno. Sicer pa neke neuradne informacije, ki sem jih ta teden dobil, v igri pred naslednjimi volitvami so različne opcije. Lahko bi NSI in SLS nastopila z neko skupno listo, se po domače drugi umaknila iz tistih volilnih enot, kjer so nekateri premočni, drugi prešipki, da se ne bi kanibalizirali med sabo, pa tudi širše povezovanje, kjer sta nekako neznanki stranki Logarja in Lotriča, bosta res šla na svojo pot ali niti ne. Govori se, da bi lahko nastala tudi tako imenovana supervolilna lista, kjer bi dejansko akteri, kot so Lotrič, Logar, NSI, SLS, morda še kdo,
naredili skupno listo. Dejstvo tudi je, da če bi bile to 4 liste, je to 4x88 kandidatov za poslance, pa bi potem gledali podobne vesolce, kot sva jih omenila v večini te epizode. Ne? Drži, je pa res tudi, ne, da zdaj, koliko je meni znano, pogovori intenzivno potekajo, ni pa še nič konkretnega dogovorjenega, pravzaprav vsi nekako čakajo, da se ti akteri najprej nekoliko konsolidirajo, ne, torej, da se vidi, ali bo Logar naredil kaj, ali bo Lotrič svojo stranko in kaj bo recimo se v soboto na klauzuri odločila SLS. Bi pa tukaj se mi zdi izpostavil to, da če se združijo v nek tak močen blok, pravzaprav vsi ti omenjeni akteri, je to lahko pravzaprav resna protiutež recimo na tej desni sredini, ki lahko doseže rezultat, ki je podoben rezultatu, recimo, ki bi ga lahko dosegla SDS Janeza Janše. Ambicija je ravno to, ne? To mislim, da je nekdo od teh, mislim, da gospod Jelševar iz SLS-a celo javno povedal ta teden, ambicije tega bloka bi bile med 20 in 25%, ni dovolj, ne? Da bi morda sami vodili vlado ali pa tudi v prihodnje, kdo ve, predvsem pa je dovolj, da izpolnijo vlogo, ki jo sredina tradicionalno igra tudi v kakšnih drugih večjih demokracijah, in to je, da so tisti blok, ki odloči, kdo bo vodil naslednjo slovensko vlado. Je pa pri teh razmišljanjih recimo pomembno vzeti v zakup, ne, da v politiki 1+1 ni vedno 2, ne, namreč dokler se povezujejo dokaj sorodne stranke, se pri našem volilnem sistemu to lahko izide, ne, medtem ko če bi šli preveč preko sredine, kar je morda udarilo recimo na skupni listi tudi Povežimo Slovenijo pred 2 letoma, ne, se pa lahko volivci pravzaprav ustrašijo, da kupujejo mačka v žaklju, ker ne vedo, ali bo zdaj potem poslanec, ne vem, nekdo iz liste Vladimirja Prebiliča, ki je v zadnjem času zavil precej levo, čeprav je pripravljen recimo sodelovati, ali bo to recimo nekdo iz Nove Slovenije ali SLS-a, ne, tako da mislim, da ta skupna lista je recimo možna, če bodo prešli čez te različne egote, ki so tudi v tej enačbi, ampak le recimo znotraj nekje istega pola, z ostalimi pa bi lahko recimo sodelovali potem v vladi kasneje. Ne. Veš, zdaj, ko si rekel, da se bojo volivci ustrašili, si me spomnil še na eno stvar, ki bi si v resnici morali ustrašiti, in to je tale nova plačna reforma, ne? Pa ne zaradi tega, ker se nekaterim poklicem, tudi tistim najslabše plačanim, dvigujejo plače, ne? Ampak skupna masa plač se v naslednjih 3 letih dviguje za 1,5 milijarde, nekateri pravijo celo 1,8 milijarde. Ne? In tisto, kar je zanimivo, sem želel že sam to omeniti danes, ne, je, da je imela prejšnja ministrica, ki je tudi neslavno šla, Sanja Ajanović-Hovnik, pol manjši mandat za povečanje te mase, na kar je včeraj v Tarči spomnila tudi Mojca Pašek Šetinc. Poglejmo še to izjavo. Ja, meni se tudi zdi, da je to kar precejšen uspeh ali pa celo velik uspeh predvsem sindikatov, in na drugi strani bom pa kar žal morala biti kritična poraz vlade. Zakaj? V pogajanja je vlada šla, po mojem vedenju, z sindikati, še v času Sanje Ajanović-Hovnik z tisto obljubo, da plačna reforma ne bo vreča brez dna. Zdaj se je pa ravno to zgodilo. Ne? Vlada prihaja, je odprla to vrečo in naenkrat vidimo, da letijo milijarde in imamo naenkrat plačno reformo na 1,600, oziroma ministri govori 1,400, neuradno se govori 1,600 do 1,800. Ko se je šlo v ta pogajanja, je imela Sanja Ajanović-Hovnik, je bila večkrat opomnjena, in to zelo grobo, da ne sme iti čez limito 850 milijonov evrov. Kje smo danes? Ja, res letijo milijarde, kot pravi Mojca Pašek Šetinc, rekordno napihovanje proračunov gledamo pod to vlado. Ne? Šel sem malo pogledat nazaj, recimo proračune med korono, ki so tudi bili visoki zaradi razdeljevanja denarja in gospodinstvom in podjetjem, pa so bili tam nekje 13 milijard, ne? Zdaj kar normalno, da je številka za naslednji 2 leti 17, kot sem že rekel, pospešeno se zadolžujemo, seveda se pa ne moramo znebiti občutka, da se proračun zapira na plečih srednjega razreda, družin, ki ob visokih stroških, ob šokih z elektriko, hrano in gorivom, ki se kar izmenjujejo po tekočem traku, v bistvu težko živijo. Ne? In na drugi strani popolna zmaga sindikatov, ki imajo zdaj po novem, to se mi zdi pa res smešno, višjo povprečno plačo v javnem sektorju, kot jo ima zasebni, ki javni sektor financira. Ne? Drži, ne, ob tem morda še to, ne, da to pravzaprav zgolj samo dvig plač, to še ni plačna reforma. Reforma je to zgolj, da so pač popravili plačne razrede. Reforma je, da odpraviš krivice
krivice med posameznimi poklici. Ne? Tako da reforma to v resnici še ni, tako da koliko čez ti 1,8 milijarde bomo v resnici še šli, ne, bo zelo zanimivo. Je pa zanimiva tudi ta kritika javnosti, ne, glede povišice, ne, 45% se najvišjim predstavnikom oblasti dviguje, ne, morda se komu zdi to bizarno pri tej aktualni oblasti. Razjeziš ljudi, ko rečeš, da Jankoviću za polovico raste plača, naprimer, ali pa komu drugemu. Ne? Drži, mislim pa, da je skrajni čas, da pravzaprav z odgovornostjo tudi pride večja plača, oziroma z večjo plačo odgovornost, glede na to, da so to premaknili v naslednji mandat, lahko upamo, da bodo volivci to na volitvah tudi upoštevali. Ja, res je. Ja, in kot vedno, ko je v slovenski politični savani ali pa na sceni prevroče, ne, potem pridejo še druge teme, ki razdelijo in sprejo narod. Naprimer, ne, zadnje dni tudi ureditev splava v Sloveniji, kjer Slovenci tudi nismo enotni in se podobno kot o plačah radi prepiramo tudi o teh stvareh. Ja, ne, v Kopru je v soboto potekal, oziroma v nedeljo potekal pohod za življenje, ne, zdaj v soboto, torej jutri je predviden še za Maribor in prihodnji teden za Ljubljano. Je pa ta dogodek, ki pravzaprav predvsem, kolikor sem sam bil na njem, ne, nekako slavi življenje, spodbuja k večjemu veselju do življenja, izrazito zmotil stranko Levico, ne, ki bi lahko rekli se v javnosti zelo rada portretira kot neka demokratična stranka. Ne, te dni pa so pravzaprav na družbenih omrežjih objavili takšne zapise. Ne, torej, da smo proti prepovedi splava, ne, oziroma ne prepovedi, ampak ker pravzaprav prepovedi niti nihče zares ne zagovarja v Sloveniji, ampak proti pohodom, ki naj bi bili za prepoved splava. Ne. Tukaj je že ta prvi problem, pohod za življenje, pravzaprav nikoli v svojih izjavah jasno ne zahteva recimo prepovedi splava v Sloveniji, ne, in pozivajo občinske svete občin Koper, Maribor in Ljubljana naj te shode pravzaprav prepovejo. Ne? In ko so se oglasili potem celo nekateri vidni levi predstavniki, ne, češ, da vendarle svobode govora pa na ta način ne gre omejevati, ne, so celo pravzaprav lahko bi rekli še double down, ne, v tem angleškem izrazu. Se dotaknili dna, ne. In izrazili, da je takšno stališče polovičarsko, ne, in da je treba, da to lahko zdrži, dokler konzervativci niso uspešni, torej ko pa konzervativci morda uspejo s kakšnim projektom, pa jih je treba ustaviti. Jaz bom v načelu rekel tako, meni se zdi recimo osebno pomembno, da v slovenski politiki, kolikor sem slišal vse akterje, leve in desne, velja neko soglasje, da je ureditev, kot jo imamo glede splava zdaj pač takšna, kot je in da ni nekih tudi uradnih tenzij po prepovedi. Se mi zdi tudi dostopnost do splava vendarle pomembna civilizacijska norma, kar pa seveda ne pomeni, da tudi jaz osebno nisem za to, da bi bilo vzrokov, zakaj pač ženske oziroma pari recimo posežejo potem v družbi čim manj. Po drugi strani pa res, kot praviš, že v teh zborovanjih ne vidim te želje, da bi v Sloveniji po vzoru kakšne tuje države prepovedali splav, ampak preprosto opozarjanje, da to morda ni družbeni pojav, ki si ga želimo. Ne? Kar pa se tiče te izjave, ne? Se mi pa zdi, da je to prav resen partijski sindrom, ne? Se pravi, ko gre režimu dobro, ne? Pravijo, dokler pač konzervativci ne pridejo na oblast po domače, je nekaj kritike dovoljene, tako kot naprimer v SFRJ, da nekaj pare uide, ne, da se ljudje malo sprostijo. Ko je kriza, takrat je pa treba popolnoma prepovedati javno razpravo in popolnoma utišati različna mnenja. Jaz bi tukaj dodal, no, da vendarle se mi zdi civilizacijska norma zelo močna beseda za končanje življenja, recimo vendarle človeškega bitja, čeprav nerojenega. Ne? Tako da se mi zdi tukaj, da je v Sloveniji še veliko za narediti, predvsem, če govorimo o recimo 55. členu ustave in dostopu do odločanja, da gre pravzaprav tukaj vendarle za informirano odločanje, da smo še daleč od tega, da bi bilo recimo bistveno pomembneje ozavestiti, kakšne vse posledice to prinaša. Ne? Predvsem se mi zdi pa, da Levica s temi izjavami kaže, da kakšen je pravzaprav ta socializem za 21. stoletje, za katerega se zavzemajo. Midva pa bova v tej razpravi, v kateri se midva morda ne strinjava čisto, ne, glede vseh odtenkov te teme, dokazala, kako sva drugačna od diskurza savanskih živali, ne, in si dovolila ravno to, da se torej ne strinjava, ampak braniva pravico drug drugega do drugačnega mnenja. Sicer pa moram reči za konec tole, ne, smo pri koncu epizode, ponavadi sva vedno poetična pri tem, ne, tokrat bomo rekli, a ne, da je ta teden postalo jasno vsaj to, da si bo ministrica, zdaj že skoraj bivša Stojmenova Duh, v prihodnje nekje drugje rezala kruh, recimo.
Tako, in s tem zaključujeva tudi današnji podcast. Spoštovani gledalci, hvala, ker ste vztrajali z nami do konca. Posledite naš kanal na YouTubu, da dobite informacije o novih oddajah. Gledajte nas še naprej, povejte tudi drugim za tedenski safari. Hvala za vse komentarje, za vse spodbudne misli in tudi predloge za izboljšave in nasvidenje do prihodnjič. Nasvidenje, srečno.